Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 15. oktober 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Po nenadnem odhodu upravljavca iz hotela Habakuk znana usoda 49 zaposlenih. IMF drugič znižal napoved rasti za Slovenijo. ZIS festival, glas generacije, ki si svet postavlja na novo. Naročite se na podcast, da boste obveščeni o izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Kot smo poročali o mariborskem hotelu Habakuk, ki se je še pred kratkim omenjal kot možna lokacija prvega slovenskega hotela svetovno znane verige Hard Rock Hotels, čez noč zavladal kaos. Po nenadnem odhodu upravljavca podjetja 1912 Hotels SI iz hotela Habakuk je lastnik hotela družba Metalka Komerc hitro ukrepal in skupaj s sindikatom delavcev gostinstva in turizma Slovenije dosegel dogovor o nadaljnji zaposlitvi vseh 49 delavcev. Vendar pa povsem brez zapletov ne gre. Situacijo v največjem turističnem objektu pod vznožjem Mariborskega Pohorja spremlja kolegica Barbara Bradač. Barbara, le dan po prvotnem šoku se zdi, da luč na koncu tunela za 49 zaposlenih v Habakuku vendarle obstaja. Kaj si izvedela? Mitja, pozdravljen. Ja, včeraj se je vzpostavila vsaj dobra komunikacija med lastnikom hotela Metalko Komerc in sindikatom delavcev gostinstva in turizma Slovenije, ki zastopa delavce. Lastnik in dosedanji najemnik namreč komunicirata le preko odvetnikov, sindikat je pa kot nekakšen mediator med njima in želi izposlovati seveda najboljše pogoje za delavce. Dogovor je, da bo lastnik oziroma hčerinska družba lastnika plus minus hotel prevzela vse zaposlene, teh je 49. A kot ponavadi je kavelj v podrobnostih, čeprav se je včeraj zgodaj zvečer začel nekako razpletati. Medtem ko najemnik in upravljalec hotela, ki je v petek zapustil hotel, nemški najemnik iz družbe 1912 Hotels, je prepričan, da ko so 10. oktobra hotel zapustili, ker je prišlo do prekinitve najemne pogodbe strani lastnika, da je tega dne prišlo tudi hkrati do prenosa zaposlenih v skladu s 75. in 76. členom zakona o delovnih razmerjih. Torej, da je po njihovem zadnji dan zaposlitve pri starem delodajalcu tako rekoč bil 10. oktober, z naslednjim dnem pa so prepričani, da so zaposleni v delovnem razmerju že pri novem delodajalcu. Predsednik uprave Metalke Komerc Franc Ziherl pravi, da bi to morda celo držalo, če bi sklenili sporazum o prenosu, ker pa je prišlo do enostranske prekinitve, to enostavno ne drži in je poudaril, da ne more prevzeti zaposlenega, dokler je ta uradno prijavljen pri drugem delodajalcu. Preprosto povedano pravi, da za delavce mora družba 1912 hoteli, se pravi dosedanji upravljalec oziroma njihov delodajalec, izpolniti obrazec M2. No in tukaj se je začelo vendarle razpletati. Pozno popoldne, zgodaj zvečer so nas obvestili iz družbe 1912, da je postopek odjave delavcev iz pravic socialnega zavarovanja v teku, da bodo te pravice pravzaprav oziroma odjavili delavce z 10. oktobrom, torej bodo to, kar mislim, da celo dovoljujejo naši zakoni in sistemi, nekako storili za nazaj. Bo torej lastnik ohranil vse zaposlene in kako? Ja, tu je celo zelo zanimiv del. Medtem ko v uradnem odgovoru 1912 Hotels si odgovarjajo, da je lastnik objekta enostransko prekinil upravljanje objekta in ga torej sam prevzel. V hotelu, kot smo se lahko prepričali, oziroma da ne bo me kdo vlekel za besedo, ne za nastanitev, pač pa prepričali smo se za hotelski del lobija oziroma eno kavo sem spila, smo se lahko prepričali, da hotel torej še vedno izdaja račune in račune izdaja na podjetje 1912 Hotels SI. Čeprav je njihov transakcijski račun pri Slovenski banki blokiran zaradi neplačanih najemnin, je ta družba odprla račun pri Revoltu v Litvi. Se pravi, dosedanji upravljalec pravi, da s hotelom več nima nič, da nima več nič z delavci, hkrati pa še vedno izdaja račune na svoj račun. In to lepo
nekako opozori Ziherl, ko pravi, vse, kar se trenutno prodaja v hotelu, gre v korist družbe 1912 Hotel Si na njen račun pri Revoltu. Hotel ostaja odprt, račun v Sloveniji pa blokiran. Kaj to pomeni za delovanje hotela? Hotel sicer normalno deluje, čeprav je ob odhodu upravljalec izključil vse programske in rezervacijske sisteme, kar je močno ohromilo delovanje hotela, a je včeraj že lastnik nekako začel sklepati in prenašati poslovna razmerja z dobavitelji na novo družbo. Ob tem pa še dodal, da delavci delajo čudeže, da hotel sploh deluje ob takšnih razmerah. Hvala, Barbara. V najnovejši napovedi Mednarodnega denarnega sklada IMF je Slovenija doživela že drugo zaporedno znižanje gospodarske rasti. Letos naj bi ta znašala le 1,1%, kar je precej manj od prvotnih 2,6% ocenjenih lani oktobra. Glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc pojasnjuje, da je razlog za to predvsem šibko prvo polletje in slabša gibanja v transportu, storitvah in predelovalnih dejavnostih, nekoliko boljše rezultate pa beleži gradbeništvo. Inflacija bo po ocenah IMF pri 2,5%, kar je še vedno nad ciljno mejo Evropske centralne banke. Kljub umirjeni rasti pa slovenski kapitalski trg ostaja stabilen. Analitik borzno-posredniške hiše Ilirika Lojze Kozole meni, da bodo večji izvozniki, kot so Krka, Luka Koper in Cinkarna, tokratno ohlajanje občutili malo ali celo pozitivno, saj bi nižji gospodarski tempo lahko zmanjšal pritisk na stroške dela in cene energentov. Zaposlenost v Sloveniji ostaja visoka, demografske razmere pa preprečujejo večje spremembe na trgu dela. Podjetja, ki delujejo predvsem na domačem trgu, med njimi Petrol, NLB, Telekom Slovenije in zavarovalnici, bodo po njegovih besedah poslovala stabilno, čeprav bodo težje dvigovala cene. Kozole opozarja še na strukturne izzive. Slovenski finančni sistem je preveč pasiven, davčna bremena visoka, presežek kapitala pa ne najde poti do razvoja in naložb. V Sloveniji namreč spi več kot 9 milijard evrov presežnega kapitala, ki bi ga bilo treba usmeriti v inovativne projekte in podjetja, da bi domači kapitalski trg postal živahnejši. Na svetovni ravni IMF napoveduje 3,2% rast, nekoliko višjo kot spomladi, pri čemer globalno gospodarstvo ostaja odporno tudi na trgovinske šoke, ki jih ustvarja ameriški predsednik Donald Trump. Največja gospodarstva se gibljajo različno. ZDA naj bi letos zrasle za 2%, Kitajska za 4,8% in Indija za 6,6%. Evrsko območje pa ostaja v počasnem ritmu z le 1,2% rastjo, pri čemer je Nemčija tik nad ničlo. Francija pri 0,7%, Španija pa izstopa z 2,9% rastjo. Slovenija se torej nahaja v obdobju zmerne gospodarske upočasnitve, vendar brez znakov krize. Trg dela in kapitalski trg ostajata trdna, največje vprašanje pa ostaja, kako sprostiti domači kapital in spodbuditi bolj dinamično rast. Te dni, ko je v mestu 7. ZIS festival, imajo Podbrežnik, umetniški vodja festivala, polne roke dela. Član kulturno-umetniškega društva ZIS je tudi radijec in novinar. Dela kot moderator na Radiu SI in športni redakciji na RTV, za gušt pa še pri Radiu Marš. Če mi ne bomo delali radija, kdo ga bo komentira? V podobnem duhu, naredimo si festival, ker drugače ga nihče ne bo, se bere tudi slogan letošnjega ZIS festivala. Da se tema ponavlja, in to ne samo v Mariboru ali kulturi, ni naključje, meni Podbrežnik, temveč je odraz življenja v času individualizma in v sistemih, ki razpadajo in se sesuvajo sami vase. Ne vem, koliko se lahko predstavljam kot pripadnik generacije, toda če so moji občutki podobni občutkom generacije, ki ji pripadam, mislim, da si moramo svet postavljati na novo. Ne, da so nam izhodišča in temelji že dani, temveč da jih presprašujemo. Kar ni slabo, tako se dela prostor za nove poglede in ne nazadnje boljši svet, pravi. Žalčan je v mesto prišel pred 9 leti, ko je na mariborski filozofski fakulteti vpisal študij prevajanja in filozofije in v Mariboru ostal. Vse se je zapeljalo v to smer. Ujel me je teater, ZIS, Marš. Tu sem se dobro počutil. V 9 letih pa sem se navzel tudi mariborskega karakterja. Pravi. Kakšen je ta karakter? Prizemljen, odgovarja. Čeprav je podelitev nagrad Gala ZIS pred 12 leti nastala iz užaljenosti, da Borštnikovo srečanje ni želela sodelovati z alternativno gledališko sceno, je bil na to potreben nov razmislek, pripoveduje Podbrežnik. Ne delamo zato, da bi bojkotirali SNG, da ne bi šli gledat predstav. Bolj ali manj so nam všeč, a raje gremo v mladinsko gledališče.
Torej ne, da se razmejujemo na mi in vi, ampak da dokažemo, da tudi mi obstajamo. Res pa je, da bo na neki točki tudi to premalo. Ostali smo, da združimo tisto, kar ne pade v zaprt mehurček in da pokažemo, da obstaja gledališče še na drugačen način kot abonma v sredo zvečer in musical Evita. Super, da to je, ampak ali je lahko še kaj bolj drznega, bolj življenjskega, kot je tistih 6 predstav programa SNG? Je lahko. In lahko je kul, pravi sogovornik novinarki Tjaši Gajšek, ki ga je povabila na kafe. Celoten pogovor preberite v Večeru in na večer.com. To je bil Večer zjutraj 15. oktobra 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskanem spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.